korak, ki bi ga svetoval vsem, ki se odločajo za nepremičnino, da poiščejo, kakšen tip življenja jim ustreza. Eno je hiša z vsem tem, kar pač prinaša, na 10 let ali pa na 20 let bo treba 30 mogoče menjati streho, fasado, ogrevanje se bo spremenilo, ne? Naši starši so dajali na drva, vmes je prišlo peleti, vmes je tako, pokvari, razbije, okna zamenjati, vse to, kjer je v nepremičnini seveda dobro to predvideti. In če mi zdaj kupujemo neko hišo, lahko tudi rečemo, zdaj sem jo pa zrihtal, zdaj sem pa za 20 let frej. Bistveno bolj bi bilo reči, zdaj pa bom jaz za 20 let dajal en delček na stran, zaradi tega, da me takrat ne bo usekal, ampak da bom jaz že imel nekje prišparan, nekje namensko za to. Jaz mislim, da je to izredno dobrega pomena. Tudi država to zahteva, sicer v večstanovanjskih stavbah, ampak je ravno to bil riziko, ki je bil prepoznan kot največji. In zato so rekli, po 10 letih morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad. Obveza. Mimo tega ne gre, neka majhna plačila so noter, vsi morajo plačevati v to, ravno zaradi tega, ker ko pride do investicij, ko pride do tega, da življenjska doba strehi preteče, pa res začne puščati, da je tam neka namenska sredstva za vzdrževanje teh grobih stavbnih, teh osnovnih elementov stavbe.